Rad bi se zahvalil vsem, ki danes skrbite za usodo tega prekrasnega konca Slovenije, zato da njegovo slavno ime ostane v ponos Slovencem, naši domovini in da širi lepo, dobro ime, uspešno ime naše države široko v mednarodni skupnosti. Ko se po službeni poti ali zasebno mudim v tujini, rad pogledam po zidovih uradnih stavb, kjer delajo naši ljudje, ali po njihovih stanovanjih, hišah, kaj jih spominja na domovino. In pogostokrat vidim, da jih poleg podobe Bleda in podobe Pirana na domovino spominja Lipica. Lipica je, gospod direktor, skupaj z vsemi, ki delate tukaj, za to čudovito in slavno čredo konj, simbol in ponos naše domovine. Začetki kobilarne segajo v čas, ko so konji strateško dobrino, brez katere si ni bilo mogoče sedaj misliti osnovnega življenja. Konjeništvo in jahanje pa imata v Sloveniji prav po zaslugi kobilarne Lipice večstoletno tradicijo. Kobilarna se, kot je bilo že povedano, ponaša z nazivom najstarejše svetovne kobilarne, ki neprekinjeno vzreja isto pasmo konj. Ste zibelka teh svetovno znanih konj in zato vam gredo tudi zaradi modernizacije vašega dela vse naše čestitke in izrazi našega občudovanja. Kot sem dejal, je lipicanec eden od ključnih simbolov Slovenije in slovenstva. Njegova lepota, moč in pogum izžarevajo stoletja življenja v kamnitem, razgibanem kraškem okolju, ki je kot danes popestreno z burjo. Lahko bi rekli, da prav v teh neverjetnih konjih čutimo njihovo močno povezanost z okoljem. In prav s to povezanostjo so tudi neizbrisljiv del naše identitete, naše istovetnosti. Ta vrhunska pasma konj ima že stoletja pomembno vlogo, ne samo pri nas, temveč že v drugih evropskih državah. Zato me izjemno veseli, da je Slovenija marca letos sekretariatu UNESCO v Parizu oddala nominacijo za vpis reje lipicancev na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Posebej gre pohvaliti napor, da je nominacija pod vodstvom Slovenije in s ključnim prispevkom vaše kobilarne večnacionalna in združuje 8 prijateljskih držav, povezanih tudi z tradicijo reje lipicancev. Prav povezovanje med državami, ki vedno znova dokazuje, kako pomembni so prijateljski odnosi s sosedami in širše. Hkrati se s tem Slovenija umešča na svetovni zemljevid naravnega in kulturnega turizma, ki je za naše gospodarstvo ključen. Vedno znova pri svojih obiskih po Sloveniji poudarjam, da je trajnostni razvoj velikanska priložnost Slovenije. Vsi se verjetno spomnite, kako je na začetku tega tisočletja ob obisku Slovenije tedanji ameriški predsednik Bush dejal, da je Slovenija majhen košček nebes. Pa se je potem ob koncu popravil in je rekel, da je velik košček nebes. Slovenija tako rekoč ustvarjena za trajnostni razvoj. Želel bi izraziti čestitke ministrstvu, vsem, ki skupaj z vami, spoštovani gospod minister, strokovno snujete razvoj slovenskega turizma in gospodarstva širše. Imamo čudovito deželo, okolje, imamo vse našim otrokom in njih otrokom zagotovimo deželo, ki bo lepa, ki bo varna in v kateri bodo lahko razvijali vse svoje. Lipica je, če smem reči malce šaljivo, paradni konj našega gospodarstva. In tudi Lipica skupaj s kobilarno in svojimi več kot 300 lipicanci ponuja prav tako trajnostno, naravno in celovito doživetje narave in kulturne dediščine Krasa. Kobilarna svojo več kot 400-letno tradicijo dokazuje pomen trajnosti,
pomen ohranjanja in vzdrževanja razvoja tradicije in s tem spodbujanje vidnosti te turistične ponudbe tako med Slovenci kot med tujimi obiskovalci. Seveda ste, gospod direktor, vsi zaposleni, za vse to ključni prav vi, ki s svojim pristopom in delom ustvarjate vzdušje, energijo in pozitivne spremembe, tako glede urejenosti kobilarne, kot tudi ponudbe, ki jo lahko občudujemo obiskovalci Lipice. Spoštovani gospod direktor, ko sem pred 10 leti tukaj nagovoril približno tako slovesnost, kot ste danes, zdaj sem bil v vlogi predsednika vlade, poznavajoč vse težave, s katerimi se je takrat ukvarjala kobilarna, sem rekel, da je nekako speča trnurčica. Imam občutek in mislim, da me ta ne vara, da ste jo uspeli s strokovnimi prijemi, za izjemno zavzetostjo vaših sodelavcev prebuditi in zato vam gredo vse naše čestitke. Vsi tukaj, ki smo zbrani, če mi je dovoljeno govoriti v vašem imenu, vam izrekamo izraze podpore, vas spodbujamo, da pri tem delu nadaljujete in da ta čudovit zelen prostor sredi tega čudovitega krasa ohranite zanamcem skupaj z pridnim, poštenim kraškim človekom in njegovo ljubezno do tega čudovitega belega konja. Iskrene čestitke in hvala vsem za navzočnost na tej slovesnosti.